Jaz sem Pero Martič, največji slovenski youtuber in dobrodošli na Odkrito. Pero Martič, dobrodošel na odkrito.si. Ti si zdaj youtuber številka 1 v Sloveniji, ne? Malo te bomo vprašali o teh zadevah, mogoče bo kakšno vprašanje provokativno. Se ti bojiš provokativnih vprašanj? Ne, važno, da je lepo vreme. Če že jaz nisem lep, da bomo vsa lepo vreme. Kakšno vprašanje bi bilo za tebe recimo najbolj provokativno, ko bi ti ga lahko postavil? Ma ni ga, toliko cajta, že moj brand je Trollgang. Vse mi govorijo na streamu, na videih, tako da navajen sem vse, brat. Kaj je dejansko Trollgang? Trollgang je en brand, ki smo ga 4 leta nazaj naredili. Glih zdaj imamo obletnico, prvega smo imeli obletnico in to je nek, iz heca je bilo narejen. V bistvu, ko sem začel streamati, ko sem začel s temi videoigricami ono, smo rekli, gremo narediti Trollgang, smo malo trollali ljudi, malo smo se hecali. Ampak nič kaj strašnega, čisto malo tako, za hec. In to je bila, ne vem, to je bila ekipa, kaj rečem, ne vem, ekipa mogoče 100 ljudi, ne. In zdaj pa je pač največji community v Sloveniji, po mojem. Dan sem gledal glih, da je 62.200, ne. A si pričakoval tako številko? 62.200? 62,2k sledilcev je pisal danes jutri. No, se pravi, da ti rastejo, ne. Koliko se počutiš ob tem? Veš, kva je, biti največji slovenski youtuber je kar nerealno, veš, ampak tudi sponzorji vse tako drugače gledajo, veš, stvari. Ampak jaz pravim, to nisem jaz, veš, Trollgang je to, veš. Jaz kot jaz ne bi imel niti mogoče 5000 subscriberov. Ta community Trollgang je bolj, ko bi rekel, hit. Ker je ta edinstvena stvar je, noben znan Slovenc nima vsak dan connection s svojimi ljudmi, uživo, da se vsak dan druži z njimi. Moj community ve, kako serijem, kako bruham, kako sem žalosten, kako sem vesel, vse. Razumeš, ni tle fejka. Se pravi, ti se jim tam čist razdaš v bistvu? Oni vejo vse, kar jaz diham, kar spim, vejo, kakšne podplati imam. Vse vejo, da imam znamenje pod stopalom. Vse vejo meni. Pač dobesedno in, a veš, je kar ena velika, ogromna družina. Si se dejansko razgalil pred njimi, na nek način? Ne, veš, da mi nimam več, jaz, ko prižgem stream, tudi da me gleda 7-8 tisoč ljudi. Vem, da so to Trollgangeri, poznajo me, to je moj community in ne čutim tega sploh pritiska. Koliko časa si rabil, da si prišel do sem? Zdaj je 4 leta, evo, kakor sem rekel, prvega obletnica, 4 leta Trollganga in sem pa grindal, pa tudi Trollgange, svašta smo naredili, podrli smo ful enih rekordov, se pravi, moraš dobesedno nekaj postaviti, recimo imam najbolj poslušan komad v 24 urah, solo slovenski komad, imam najbolj gledan live stream, tako pač, trending smo že, ne vem, zadnje 2 leti, vsak dan smo na trendingu, kar je noben niti blizu ne more tega prijeti. To so eni taki fakti, ki sem jih samo pač s Trollgangom jaz lahko postavil in zelo težko, ko bo to ratal, mu ladam kapo dola, ne. A si sam prišel na idejo za ta Trollgang? Ja, valjda, to je bila moja ideja. Bila je moja ideja, ker smo v bistvu furali, da smo mi trollali malo druge streamerje, ampak v cajtu, ko sem bil še na Twitchu, smo malo te angleške streamerje trollar, tako smo malo, sem pa kene fore smo jim metali, in tako, iz mehne zajebance mi hej, dej, gremo mi Trollgang, gremo don spet nekoga trollati, Trollgang, gremo Trollgang. In potem smo kar ta Trollgang obstal, ampak zanimiva stvar meni recimo Trkaja, poznaš Trkaja? Trkaj meni recimo rekel že 3 leta nazaj. Stari, ta Trollgang, ki si ti naredil, to je čist nekaj novega, takrat se nisem niti zavedal, takrat je bil Trollgang kot neka zajebancija, To, kar si ti naredil, to je tak hit, ti se sploh ne zavedaš, noben se to ne zaveda, on mi je takrat že to rekel, se pravi 3 leta nazaj. In jaz sem bil, okej, mogoče me sem tako hoče malo zmotivirati, ampak dejansko on je že takrat vedel, kar jaz nisem sploh videl, v tem Trollgangu in evo, zdaj pa je, kar je, pač, vse mi omogoči Trollgang, kar kot sem se želel. Kdo so Trollgangeri? Imaš kakšen pogled v to, kdo so sploh ti ljudje? Imam. Zdaj bom opisal Trollgangerje, če nisi taka oseba,
ne prihajati na stream, ne prihajati na moj community, ne prihajati blizu mene. Mislim, ne blizu mene, lahko prideš blizu mene, ampak ne me spremljati. Kdo je pa tisti, ki lahko? Trollganger je, tako bom rekel, moraš biti pozitiven, ne smeš biti užaljen z malenkostmi. Recimo jaz pustim, mene Trollgang vsak dan se heca z mene, razumeš? Se pravi, pustim zajebance na moj račun. Ne smeš biti užaljen zaradi malenkosti, pa res, kot sem rekel, moraš biti full pozitiven, se pravi, moraš se res skozi hecati, pa nasmejan moraš biti skozi. Čim si žalosten, čim je negativen vibe, adijo, nimaš tle kaj. Jih skenslaš ti? Cel stream jih skensla, nimajo tle kaj praskati. Nekdo, da prije kontra temu, se pravi, če nisi ta energija, je konc, stari, nimaš kaj praskati, 1, 2, 3 nite več, razumeš. Kdo so pretežno fante, punce, koliko so stari, imaš kaj tu? Veš koliko je, iskreno, ženska populacija raste, ne vem zakaj. Te osvajajo, okej? Ne osvajajo, kje bo mene osvajali, kakšen sem. Ampak ženska populacija raste, presenetljivo tu ful veliko žensk igra igric. In ženska populacija ne realno raste, še zmeraj je samo 20% žensk. Tako da ja, 80% je fantov, 20% žensk. Bi hotel imeti več? Ne, ful rad vidim punce, da so gor, ampak tako bom rekel, te ženske, ki so nerealne kraljice, to so ženske, ki pač vzamejo vse zajebance, razumeš? Bi rekel, so kakor mi tipi, po karakterju. Tako da, če si taka ženska, definitivno, ampak kakšne ženske so čustvene, veš, in jim ne predlagam, tako rekel, pa nič ne robe z njimi, ampak jim ne predlagam, ker sem tudi jaz retard, tudi jaz sem malo blesal in community je malo neumen, tako da, veš, da ne bojo žaljene, se držijo šminka, A ti imaš drugač punco, ali si poročen? Imam punco. Že dolgo časa? Imam več punc sicer, da ne vem, v kateri državi govorimo. Povejo vse drugo za drugo. Hecam se, normalno, da se hecam. Ne bom te imam punco, imam zdaj že, v bistvu jaz sem imel zelo malo punc, ker sem resne veze sem imel, tako da imam zdaj punco že full dolg cajta. A bolj ne živiš več v hotelu mama? Ne živim več, nažalost, čeprav bi. Ni nič božjega, kot kar ti mami vse zrihta. Nažalost mi zdaj mora punca vse zrihta. Mislim, ne nažalost, upam, da nam po tem intervjuju rekla, deli zdaj vse sam. A ona tebe sploh kaj vidi, glede na to, da si toliko hiperaktiven? Ona lahko potrdi, da to delo, kar jaz delam, folk misli, da to lahko. Folk misli, pražgi streami, 3 ure na dan, vsak dan streamam, edin petek, sobota in frej. Ampak peta sobota jaz delam druge stvari, za sponzorje snemam videe, voice, karkoli, vsak dan delam nekaj. Jaz sem po 24/7, jaz samo razmišljam o vsebini, o kontentu, kaj prenesti. A veš, to ni, jaz sem naredil že vse možne vsebine v Sloveniji, karkoli pomisliš, jaz sem to že naredil. Ampak je dejansko, je tle, po cele dneve samo razmišljam o tem in to lahko punca potrdi, skozi sem, ali sem z računalnikom, tudi kad ne streamam sem z računalnikom, pa se menim, kaj gremo delati, kaj bo naslednja stvar, kaj bomo naslednji vikend snemali, kaj bomo, a veš, vsak dan ti moraš imeti pripravljen, a veš, skozi, in to 4 leta zapored, vsak dan, a veš, ni dneva, da rečem zdaj, ne vem, danes snimam kje posneta, veš, kje stari, to moraš vnaprej imeti vse, veš. Za koliko naprej imaš recimo ti sploh pripravljeno? En teden vnaprej, ja. Imaš vse pripravljeno. Mislim, kakšne stvari imam tudi lahko za, rečem, čez 2 tedna bom imel to. Zdaj jaz recimo vem, za 3 tedne vnaprej, kdo mi bo gost. Recimo primer, kdo prije na stream, ali pa vem, za en teden recimo vnaprej vem, da bo ta vikend recimo snemam Exatrol, se pravi, to je Exatlon, ampak je Exatrol, Trollgang Edition. Kakor sem imel, ne vem, te Lepo je biti milijonar, sem bil Lepo je biti Trollganger, a veš, take scene, a veš, ali pa Big Troll Brother, vse te scene, a veš, ampak ti moraš to realizirati, zelo težko je, ker jaz sem en človek, a veš. Imaš ti kakšno ekipo? Imam ogromno ekipo za sabo. Ti moraš vedeti, brez ekipe nemogoče, da ti uspe. Ti si pred kratkim gostil sanskega moškega, ne? In bom rekel, zdaj si ti iz njega naredil, a pa kakorkoli grdega račka, ne? Se čutiš odgovornega? Ne, definitivno ne. A veš, kaj je fora, jaz vsakmu postavim ta vprašanja, vsi se zavedajo, vsi so tudi punce, mislim, tudi punce, ki so bile v žanju, so rekle, da v bistvu to jaz delam, ne? Pri meni ne boš pričakoval, da bomo, ne vem, se kartala, ne? Vsakmu gostu, ki je prišel, sem jaz postavil ista vprašanja. Pa tudi punce ni zmotil v bistvu ocenjevanje, zmotil je od njegove besede, ki je šel all in z besedami, čeprav jaz še zmer pravim, malo so preveč na hardball, potem. To so pa ujele ta hype
pa ta trend, ki je bil, in pa so vse ženske skočile noter, zaradi tega sem tudi jaz, ne da sem stopil na njegovo stran, malo sem tle, hotel sem samo povedati svoje mnenje, a veš, ker ne bom bil tih, videl sem, da so vsi šli proti njem, zdaj sem pa jaz moral iti malo, in pol je šele začel folk skakati noter, ja, se strinjamo, še gledam malo pretiravati, vse si on zasluži udarca na roko, ne, ampak da se ga pa tako ubija, ne, kada je, meni je to isto vredno, kot da je obod človeka, pač dobesedno ga je tako ubijanje, ne. Pa zdaj sem videl tudi na Radio 1, ker zdaj mora delati ene challenge, pa ne vem kva, mislim, da neki, pač vse je naredil, vse mogoče malo preveč je rekel, ampak ne zasluži si tazga hejta, narobe je body shamingovo, ne rečem, ampak tazga hejta si pa definitivno noben zasluži, edin če res nekdo nekoga obol. Ja. Ti si imel zdaj letos 30-ko, kako se počutiš kot 30 let star zelo odrasel? Brat, počutim se kot 20-letnik drugače, zdaj sem začel trenirati. Kaj treniraš? Za boxing event, proti Franko Bajcu. No. To je že, event je skoraj razprodan, šele decembra je fight, to bo tak spektakel. Okay. To bo definitivno največji boxing event, če naštejemo Dejana Zavca, 10 let nazaj, da je imel. Tako da to, ko mi čakam, počutim se dober. Pa si ti kdaj sploh prej boksil? Ne, jaz nisem nasilnež, nisem za te stvari, jaz igram igrce. Po cele dneve igram igrce. Kakšne igrce igraš? Ne vem, ko ubijaš milijon ljudi, pa to vse. Igrce igram vse. Kjera ti je najljubša, recimo tako? Tako zdaj, ali je kakšna? Tako bom rekel, po moje je overall, če gledaš overall, imaš igrce, ki so zdaj trenutno najljubše, imaš pa overall, je po moje še zmeraj GTA, da kar preseže po moje vse igrce. Tako, če pogledaš čez vse. Drugače pa vsak teden pride ena nova igrca, ki mi je všeč. Drugače pa zdaj pride The Day Before, igrca za vse moje gamerje, The Day Before, ta igrca pride junija in to bomo po cele dneve igrali. Hecam se v bistvu. Ona tudi igra igrce? Ne veš kaj, v bistvu ženi je ful dober, zaradi tega, ker še zmeraj je bolj, da igram igrce, kakor pa da pijem, da se drogiram, da ne vem kva delam vse okolo, a veš. Tako da v bistvu igrce so v bistvu dobra stvar za ženske. A boš to lahko delal še ne vem koliko cajta? To bom lahko delal po moje do 70 leta, dokler mi bojo roke delale, bom igral igrce in streamu in mislim, veš, ko bom rekel, dokler bo Troll Gang, bom to delal. Enkrat ga Troll Ganga več ne bo, ampak jaz pravim... A misliš, da kdaj ne bo? Čeprav to je zdaj toliko velik community, da tudi, kaj jaz umrem, bo nekdo prevzel Troll Gang in to naprej šiba, ker to je zdaj tak brand, to je tak community, največji slovenski community. Prvi sem človek, ki je naredil community, pa so po meni začeli delati take community, ampak to govorimo nič, a ne? Tako da Troll Gang je res nekaj ful posebnega, nekaj novega, nekaj fresh na sceni in... Ki je meja? A imaš kakšne želje v zvezi s tem? Veš kva, meja mi je bila, vidiš, največji slovenski youtuber, slovensko govoreči youtuber, youtuber, ki slovensko govori, a ne, tako govorim, ker imaš ti par Slovencev, ki obstaja nek Slovenc, ki ima več naročnikov, ampak noben ga ne pozna v Sloveniji, ker nima slovenskih naročnikov, govori angleško, na karkoli, nima veze. Meja mi je bila recimo največji slovenski youtuber, zdaj sem to naredil, zdaj mi je kar meja, ne vem, 100 jurjev naročnikov, ne vem, nima, dejansko ni meja, ja. A veš, pa recimo, ne vem, mogoče bom šel na Emo. Imaš kakšne te ambicije? Glede na to, da tudi ustvarjaš, recimo poješ, a ne si pevc, recimo. Ne, nisem pevc, ampak dobro, recimo, mogoče bom šel na Emo. Mogoče boš šel na Emo? A si že poslal kaj? Ne. Kako pa misliš tja pol priti? To je projekt za naslednje let, po boxing eventu. Naredimo ta projekt in tako bom rekel, iz največjega heca ti največ lahko rata. Jaz sem vse stvari, ki sem delal iz največje zajebancije, mi najbolj šratale te stvari. A veš zakaj? Ker ni pritiska, brigate za vse in nimaš tega strahu, nimaš tega stresa. Razumeš, medtem, ko pevci grejo na Emo, se tresejo, grem jaz iz heca, ampak imam profi produkcijo v ozadju in naredim definitivno veliko boljši komad, kakor, ne vem, 80% nastopajočih, ki bojo tam. In zna se zgodi, da prijemo daleč od tako.